Zdravljico, bratje, čmo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Živela si narodi, ki hrebni dočaka dan. Tako da sonce hodi, pred piri sveta bo pregnan. Darojak, prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Darojak, prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Ne sosed bo mejak. Spoštovani člani Slovenske demokratske stranke, dragi podporniki, prijatelji, lepo pozdravljeni in dobrodošli na srečanju Primorske regijske koordinacije v Mareziji. Lepo, da smo se zbrali v tako lepem številu. Posebej pozdravljam predsednika stranke, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Evropskega sveta, gospoda Janeza Janšo. Med nami sta tudi ministra, gospod Černač in gospod Hojs. Evropskega parlamenta, podpredsednica Slovenske demokratske stranke, gospa Romana Tomc. Predsednica Primorske regijske koordinacije, gospa Sabina Komjak. Generalni sekretar stranke, magister Borut Dolanc. Predsednica Slovenske demokratske mladine, gospodična Simona Purkar. Poseben pozdrav gre tudi državnemu sekretarju, gospodu Božu Predaliču. In tudi gospodu Matovu. Dobrodošli v Sloveniji. Pozdravljamo v nagovoru. Najprej vabim današnjega gostitelja, predsednika lokalnega odbora, mestnega odbora SDS občine Koper, gospoda Silvana Rodina. Lep pozdrav vsem. Zdaj napovedani vse naše goste, predsednica občinskega odbora Pivka. V mojem imenu in v imenu članov in članic mestnega odbora SDS Koper vas prisrčno pozdravljam. Predsednika pa moram še enkrat ga pozdraviti. Mislim, da ne bo še dočakal še kje drugje v Sloveniji tak buren prihod kot je tleje. Da so tle tudi naši nasprotniki in me zelo žalosti z floskulami, ki nas obdajajo. In po eni strani sem tudi vesel, ker
sem dobrodošel tukaj v Marezijo. Vsem sem ponosen na to, da sem v Marezijo 2018 na državnozborskih volitvah tudi zmagal v Marezijo. In to obkladanje sem tudi novinarjem rekel danes, obkladajo meni osebno in moje somišljenike, da smo fašisti. Mislim, da nisem pravi naslov, ker sem v drugi svetovni vojni izgubil dva strica, oče moj po kapitulaciji Italije je šel v partizane in to, odkdaj nas naslavljali s fašisti, ko sem obnovil malo spet zgodovino in to, kar delajo, jih lahko samo njih naslovim, da so oni tisti, ki jih lahko naslovim s fašisti. So me tudi s tem, da sem namerno zbral ta kraj za regijsko srečanje. Sem žalosten, zato ker smo imeli predkongresno konferenco tu, pa ni se nobeden obregnil to, da smo imeli tukaj konferenco, da smo po konferenci tudi tukaj pili, da smo bili tudi tam na fontani, da smo bili pod rdečo zvezdo, takrat je noben je brigalo. Danes je pa prišel naš predsednik, danes je pa vse, je brigalo vse. Me žalosti, da je vse to sproducirala novinarka Primorskih novic Barbara in lahko vam rečem tega pred vsemi in ko se srečamo živo tudi njej, da je lahko sram. In mislim da vseeno, da se bomo veselili, da se bomo družili, da se bomo imeli lepo in da bomo šli z Marezijo z lepimi spomini. Samo še eno prošnjo vam, ne se spustiti na njihov nivo in jih producirati, ker od tega ne bomo imeli nič. Samo ono bomo imeli pa še dobiček. Hvala lepa. In predsednik Primorske regijske koordinacije, gospod Sabino Pomjak, da se mi pridruži s kratkim nagovorom. Spoštovani, dobrodošli v mestno občino Koper, ne samo v Marezijo. Hvala, da ste se udeležili v takem številu in poseben pripravite našemu predsedniku in vsem gostom. Današnje dogajanje spremlja zaton levega fašizma, ki ga vidimo zunaj. Žalostno je, da v demokratični državi, ko Slovenija pripada vsakemu Slovencu, pravijo, da smo nezaželeni. Je pa res, da če primerjamo število nas, ki smo tukaj prisotni in njih, glede na katerstvo, ki so pač najavili, smo lahko zelo ponosni in hvaležni, da smo velika družina. Hvala predsedniku in naši vladi, ki so prevzeli odgovornost v enem od najhujših trenutkov v začetku pandemije in se odločili sestaviti vlado, ki dejansko je pripeljala Slovenijo v času pandemije do najvišje ekonomske rasti. Verjamem, da sedanja vlada če bomo na volitvah in ker moramo zmagati, zato vas pozivam, da vsak posameznik navoli čim več ljudi, ker tudi v naših krajih potrebujemo desno vlado, desno-sredinsko vlado, da uredi vsa delovna mesta, zato ker vse leve vlade do zdaj so pozabili tudi na Primorsko.
Bodimo ponosni, pozabimo, borimo se naprej proti levemu fašizmu, kateri imamo še ostanke na naših koncih in dokažimo, da smo demokratična država, država, ki pripada vsakemu Slovencu. Hvala. Slovenskim narodnim napevom v izvedbi moškega pevskega zbora Pergola Sveti Peter. Predstavili se bodo s pesmima Oj, preljuba vinska trta in Pojmo pesmi isti izvod.
informacij še o moškem pevskem zboru. Najprej, da so imeli danes na repertoarju pesem Zludijeva baba in so jo potem tik pred začetkom umaknili iz programa. Tako da hvala lepa. To je prva. In druga stvar, da praznujejo hvala lepa. In da moški pevski zbor Pergola Sveti Peter letos praznuje 30. obletnico in da je ob tej priložnosti njihova velika želja bila, da se lahko slikajo s predsednikom. Spoštovane Primorke, spoštovani Primorci, lep pozdrav s strani Slovenske demokratske mladine. Moje ime je Simona Purkat in sem podpredsednica SDM. Vas pa lepo pozdravljam tudi v imenu predsednika Dominika Štrakla, ki ga danes žal ni tukaj, ker se nahaja v Bruslju. Zdaj, Primorci in Primorke veljate za zelo bojevit del našega naroda, kar želijo na nek način dokazati tile pred našim šotorom. Ampak tisti Primorci, ki ste danes tukaj v tem šotoru in ste člani SDS, ste še bolj bojeviti in mi skupaj z vami. In to bomo dokazali na naslednjih volitvah. Tudi v SDM-ju smo občutili epidemijo, ampak to še zdaleč ne pomeni, da nismo bili aktivni. Še kako smo bili aktivni in veliko dobrih stvari smo naredili. Med drugim smo recimo organizirali največji mednarodni dogodek v zgodovini SDM-ja z imenom Youth Strategic Forum oziroma Mladinski strateški forum. Napisali smo resolucijo, v kateri smo se ukvarjali s problemi študentske problematike, potem študentska stanovanja pa in tako dalje. Hočem pa povedati, da to, kar je vlada Janeza Janše naredila v tem času, ni naredila nobena vlada do zdaj. Pa če omenim samo stvari, ki so recimo narejene za mlade. Povečali smo vpisna mesta na fakultetah z deficitarnimi poklici, kot je na primer medicinska fakulteta. To, kakor se je naredil za povečanje družin, za pomoč družinam, za spodbujanje družin, se ni naredilo nobeni vladi. Vsak novorojenec prejme 500 €, ko se rodi. Potem smo omogočili brezplačen vrtec za drugega otroka. Potem smo zvišali starševski dodatek, namenili več sredstev za šole in vrtce in še mnogo drugih stvari. Zdaj pa, če je kdo danes tukaj od mladih, pa še ni v Slovenski demokratski mladini, ga lepo vabim, da se pridruži. Ker mi v SDM-ju nismo samo politični podmladek, nismo samo organizacija, mi smo družina in mi smo prijatelji. In kot vidite, recimo Alenka Jeraj, Anja Bah-Žibert sta naši častni predsednici. Potem minister za zunanje zadeve, Anže Logar, je deloval v SDM-ju zelo aktivno. Potem Žan Mahnič, državni sekretar za nacionalno varnost. Vsi te so svojo pot začeli v SDM-ju. Zato vse vabim, goršeni, tudi da spodbudite svoje otroke, svoje vnuke, da se nam pridružijo. Medtem ko na levici rušijo, mi gradimo in v SDM-ju gradimo boljšo prihodnost za mlade. Evropska poslanka, podpredsednica stranke, Pustila Romanov, zdaj je beseda vaša.
Hvala lepa za besedo, hvala lepa za povabilo in seveda en res prisrčen, lep dobrodan Primorkam in Primorcem. Radi zahajamo v vaše kraje tudi danes, posebej zato, ker tole, kar ste pa tukaj priredili, pa resno presenečenje v smislu velike udeležbe. Hvala lepa. Sicer pa tudi jaz sem bila ta teden v Štrasburu, ne v Bruslju, ker v Štrasburu imamo plenarna zasedanja Evropskega parlamenta. Ponavadi se nam na teh plenarnih zasedanjih pridružijo najvišji evropski predstavniki, voditelji, predsedniki vlad, kot gostje tokrat ni bilo nobenega. Vsi so bili v Sloveniji. Gostil jih je predsednik vlade, gostila jih je Slovenija kot predsedujoča država v Evropski uniji. Uspehi, ki jih doživljamo kot predsedujoča država, verjemite, zelo odmevajo v Bruslju, zelo odmevajo v Evropi, o njih pa doma malce manj slišite. Kajti naši mediji se potrudijo, da na dan, ko se zgodi največji dogodek v času slovenskega predsedovanja, ko je tukaj na desetine evropskih voditeljev uprizorijo tako imenovano stavko in dan molka. Poglejte, mnogo stvari je, ki bi jih lahko očitali, da v Evropi, v evropskih institucijah ne gredo najbolje. Naša prihodnost je, rekla, kar precej negotova. Veliko raznih drugačnih mnenj je med državami članicami. Težave imamo. Vendar kar ne bi mogli reči, oziroma kar se v Evropi ne bi zgodilo, je pa to, kar se dogaja tukaj pred tem šotorom. Evropska unija kljub vsem, kar ima težav, ne tolerira levega fašizma. In pravzaprav se jaz zahvaljujem tistim, ki so danes uprizorili ta vnaprej predviden, dirigiran šov, kajti v nadaljevanju bom imela kaj povedati mojim evropskim kolegom, ki prihajajo v Slovenijo v naslednjem tednu, da bodo pogledali, kako kaj cveti demokracija v Sloveniji. Tole bo eden izmed mojih prispevkov, ki ga bodo dobili na mizo, pa bomo videli, kaj bodo imeli v nadaljevanju za reči. To so ljudje, ki so vodeni, ki živijo v preteklosti, Slovenska demokratska stranka pa živi za prihodnost. Živi za Slovenijo, živi za to, da nam bo vsem skupaj jutri boljše. Mi ne govorimo, mi delamo. Rezultati so nadaleč vidni, ne samo za mlade, tako kot je rekla Simona. Vsi, ki ste upokojenci, veste, kaj je bilo lani za vas narejeno. Gospodarstvo raste, brezposelnost je na zelo nizkem nivoju. Skratka, vlada dela odlično. Če želimo, da bo vlada še naprej delala odlično, potem bomo morali v naslednjem letu vsi skupaj, vsi ti, ki ste tu notri, pa še vsi tisti, ki jih poznate, na volitve. In svoj glas bomo dali tistim, ki nas vodijo v prihodnost. Svoj glas bomo dali Slovenski demokratski stranki. Hvala še enkrat za ta boš obisk. V naslednjem letu bo leto naših zmag. Se veselimo. Na oder vabimo ministra in podpredsednika stranke, gospoda Hojsa. Spoštovani predsednik, spoštovani kolega minister, evropska poslanka, predsednik občinskih in drugih odborov strank, predvsem pa seveda spoštovane članice in člani. Ta teden, ki je za mano in za organi slovenske policije, je kar težek. In ko sem se včeraj spraševal, oziroma ko mi je prišlo na misel, kaj pravzaprav najbolj označuje ta teden, mi je prišla na misel tista
Krambergova misel izpred več kot 30 let. Takrat je rekel, in ko ne bodo vladali, bodo protestirali in na ulicah pozivali k smrti tistih, ki vladajo in niso njihovi. Bravo! In to, kar vidimo tukaj zunaj, so zgolj zadnji razlagi tega, kar ste nekateri že omenili. Torej, lahko mu temu rečemo levi fašizem, jaz pa temu pravim konec komunizma. Če smo danes tukaj tisti, ki smo čez teden trdo delali v službah, na poljih, v vinogradih, vzgajali otroke, vnuke, ali pa uživali to, da smo svojo delovno dobo že opravili. Ne vem, kdo so ti tukaj zunaj, ki danes v lepem popoldnevu nimajo drugega za početi kot nagajati. Vam lahko povem, da so tisti v torek v Ljubljani bili pretežno tisti, ki so brezdelneži ali pa so v največji meri priseti na državni jasli. Ampak, gledajte, ne tega, kar je danes tam na oni strani, ne tega, kar se je v torek zgodilo v Ljubljani, ne bi bilo brez dveh ključnih faktorjev. Eden je ta, da imamo v Sloveniji še zmeraj opozicijo, ki ne razume, da se na oblasti menjajo leve in desne opcije in da se te menjave izvajajo na volitvah in v državnem zboru. In drugi pomemben razlog, ki nekako napeljuje k temu, kar vidimo v Ljubljani ali pa danes tukaj zunaj, je žal potrebno povedati, da ni le novinarka, ki jo je omenil Radin, ampak je 3/4 slovenske medijske scene. To, kar lahko, ali pa ste lahko gledali v zadnjem letu, to hujskanje novinarjev, to pozivanje novinarjev k nasilju, to neverjetno podpiranje vsega, kar se je dogajalo na ulicah in je očitno ušlo izpod nadzora. Zato ni čudno, da so v sredo obrnili ploščo. Torej, kar naenkrat tisti, ki razbijajo po Ljubljani, tisti, ki so tedne razbijali v Ljubljani, zažigali lutke tudi v petkih, obešali politike, kar naenkrat več niso nič krivi. Kar naenkrat je kriva policija. Zato se mi zdi prav, da z aplavzom podpremo slovensko policijo, ki je v veliki meri, ki je skozi vse tedne, po moji oceni, skrbela za to, da se je vzpostavil red in mir, za to, kar policija je, in za to, da se ni ponovilo ali pa zgodilo leto 2013, 2012, ko če se spomnite, so nekateri od policistov žal končali tudi v bolnicah. Pa da zaključim z mislijo, ki se navezuje na politične razmere. Če smo bili leta 2012 in 2013 priča pravzaprav zelo podobnemu scenariju. Spomnite se, da so takrat začeli v Mariboru, ravno tako so najprej obesali lutke, kurili kresove, na koncu metali kocke v policiste in v stavbe. Končalo pa se je tako, da so tisti nezanesljivi partnerji, koalicijski partnerji, ladjo zapustili. Danes lahko rečem, da Zdravko Počivalšek ni Gregor Virant in Matej Tonin ni Radovan Žerjav. Zato vas naj vse spoštovanju pogumim v teh tednih, v teh mesecih, ki so pred nami, naj se vidi naš drugačen način dela. Naj se vidi naš način dela, ki ga poosebljate vi. Naj se vidi to, kar vlada Janeza Janše počne. Visoka gospodarska rast,
višje plače, višje pokojnine, skrb za mlade, skrb za družine, boljše okolje, torej naložbeno okolje, predvsem pa to, da bodo vse tiste milijarde, ki jih je naš predsednik v Evropi spogajal, porabljene za nove šole, za nove vrtce, za nove vodovode, za ceste in vse centre po naselju. Torej, naša naloga v naslednjih tednih in mesecih je, da ne padamo od te provokacije, da pokažemo, da znamo delati drugače, da to, da delamo drugače, širimo od ust do ust, da se ne zanašamo na to, da bo to širjenje tako ali drugače predstavila Radio Televizija Slovenija ali pa Pop TV in da je to naša naloga. Ko bomo to nalogo upravili, bomo v naslednjem letu, tako kot je povedala evropska poslanka, na volitvah 4-krat zmagali. Srečno! Spoštovani minister, gospod Bone Černač, prosim, da se mi pridružite. Spoštovani predsednik, podpredsednica, podpredsednik stranke, Primorke, Primorci, kolegice, kolegi, dragi prijatelji. V Slovenski demokratski stranki v tem mandatu že tretjič vodimo vlado oziroma prevzemamo odgovornost za Slovenijo. Vlada pod predsedstvom Janeza Janše v prvem mandatu je bila uspešna, ravno tako v drugem in tudi v sedanjem mandatu. V vseh treh mandatih so bila pod predsedovanjem našega predsednika izpogajana evropska sredstva za naslednje finančne perspektive. In naši nasledniki, tako v obdobju 2008 do 2011, kot v obdobju 2013 do 2020, niso znali ustrezno in dobro gospodariti. Slovenska demokratska stranka ima v svojih vrstah pridne, delovne, sposobne ljudi, vemo, kaj je prihodnost Slovenije in kaj je še potrebno v prihodnjih letih postoriti. V tem mandatu je bilo narejeno, upravljeno veliko delo. Kljub temu, da je mandat relativno kratek, kljub temu, da ta vlada upravlja delo dobro leto dni in pol, so bili upravljeni premiki na številnih področjih. Še leto in pol nazaj, 2 leti, smo skoraj vsak teden poslušali o tem, kako je črpanje evropskih sredstev slabo, kako ne bomo sposobni počrpati vsega, kar je bilo izpogajano v času druge Janševe vlade 8. februarja 2013. Poslušali smo o tem, da zaradi slabega informacijskega sistema stvari ne tečejo. V letu in pol je bilo to kolo zagnano. Slovenija ne samo, da bo uspešno počrpala sredstva, ki so na voljo iz sklada Evropske unije, tako iz te kot naslednje finančne perspektive. Trenutno imamo bolj sladke skrbi, zavezanih je več sredstva, ki imamo na voljo. Ampak sem prepričan, da bomo skupnimi močmi uspeli izpeljati tudi tiste projekte, za katere ne bo voljo evropskih sredstev. In v to smer so bile že sprejete aktivnosti in odločitve in zaradi tega se v kratkem širom po Sloveniji obnavlja grade 127 šol in vrtcev. V kratkem bo zaključenih nekaj tisoč najemnih neprofitnih stanovanj, pričenja se obsežna gradnja domov za starejše. Mimogrede, socialni demokrati, ki so 7 let vodili ministrstvo za delo, niso zgradili v 7 letih niti ene postelje. Lahko si predstavljate, da bi bila situacija v času COVID pandemije bistveno bolj ugodna in bistveno manj žrtev, kolikor bi v njihovem obdobju opravili svojo nalogo, pa je niso, ker pač so tudi neustrezne kapacitete botrovali temu, kar se je kasneje zgodilo. To, kar gledamo tukaj pred šotorom, bi jaz poimenoval ne samo levi fašizem, ampak izjemna radikalizacija levega fašizma, ki jo je mogoče na demokratičen način premagati samo na volitvah. Samo na volitvah je mogoče zmagati
in temu pohodu, ki dobiva vedno radikalnejše obrise in oblike, za vedno zapreti pot. Kajte, zavedati se moramo, spoštovani, da to, kar gledamo danes pred šotorom in kar se dogaja ob sredah oziroma petkih v Ljubljani, je peščica ljudi, je procent ali 2 slovenskega prebivalstva, vse ostalo pa ste marljivi, delavni ljudje, ki skupaj s tistimi, ki imamo priložnost odločanja in sprejemanja odločitev leta in leta gradite Slovenijo. In ne dovolimo, da bi nam graditev Slovenije vsem nam skupaj preprečila peščica zradikaliziranih levic skrajnežev, za katere lahko trdim, da je malo od njih kaj konkretnega v življenju počelo. Hvala lepa. Volitve so pred nami, kadarkoli že bodo, najkasneje v 7-8 mesecih bomo odšli na volišča. Vabim vas, da se ne ustrašimo, da na volišču vidimo množično, da pripeljemo vse tiste, ki v srcu dobro mislijo in da na volitvah zmagamo ter omogočimo normalno prihodnost Slovenije. Hvala lepa. Smo vstopili v predvolilno obdobje. Zato vabim evidentirane kandidate Primorske regije, da se mi pridružijo na odru in se nam kratko predstavijo. Kandidati so Vojko Jelševar, Mojka Makanc, Dr. Janez Suša, Mara Jušič, Adriana Kukljančič in seveda Zvone Črnaš. Predvideli smo kratek 2-minutni nagovor in predstavitev. Lep pozdrav v mojem imenu, kot ste slišali, ime je Vojko Jelševar. Sem iz občine Piran. Tukaj se sliši, dober je. Kandidiram že drugič za poslanca Državni zbor, sicer v občini, kot sem že zadnjič na neki delavnici povedal, ki je zelo neprijazna do naše opcije, se pravi do desne opcije. Ne bom ponavljal, kar so že predhodniki svoje povedali, kaj se dogaja tukaj zunaj, ravno tako bi se dogajalo tudi v Piranu, saj tudi tam je začuda nekako ta levi fašizem sicer v sponu, ampak kot kandidat in kot član Slovenske demokratske stranke ne obupam in verjamem v boljše rezultate, saj je potrebno nagovoriti čim več volivcev, se pravi ljudi dobre volje, da gredo na volitve in volijo za pravo stran. Vidna je že neka razlika tudi v ljudeh, saj kot občinski svetnik hodim tudi med občane in občanke in vidijo, da ta vlada gospoda Janeza Janše dela dobro, kaj dobro, dela odlično in vidni so rezultati v zaposlovanju, v rasti gospodarstva in seveda tudi kljub pandemiji tudi v turizmu. Zato vas vabim vse prijatelje, člane strank, simpatizerje, volitve spomladi so zelo pomembna stvar in dajmo se udeležiti v čim večjem številu. Hvala lepa.
Spoštovane kolegice, kolegi in simpatizerji naše Slovenske demokratske stranke, spoštovani gospod predsednik in drugi visoki gostje. Sem Mojca Mahajnc iz naše prelepe Izole. Moje korenine so štajerske. Sem mama 2 sinov, ki sta samostojna podjetnika. Tudi sama sem bila vrsto let uspešna podjetnica, svojo poslovno pot pa sem pričela takoj po končani srednji tehnični strojni šoli. V svoji dosedanji poslovni karieri sem povezana z upravljanjem in vodenjem procesov dela v podjetjih kot operativni in vodstveni kader. Zato razumem obe strani in poznam tako spone kot padce. Sedaj upravljam delo samostojne zavarovalne zastopnice. Sem predsednica Slovenske demokratske stranke v Izoli, kar mi je v veliko čast. Sem sodnik porotnik na sodišču v Kopru in članica sveta v Zavodu Dom upokojencev Izola. Vsa leta se redno dodatno izobražujem, zaključujem študij menedžment v sociali. Iskrenost, predanost in strokovnost so moje osrednje lastnosti. Sem povezovalna in ciljno usmerjena v iskanju rešitev. Moji cilji so trajnostni v spoštovanju ljudi, narave in domovine. Spoštovani gospod predsednik, gospod Janez Janša, zame ste eden najbolj strpnih ljudi. Sama sem kot občanka Izole v letu 2020 prijavila projekt Skupaj v strpnosti in sodelovanju za Izolo, ki je bil sprejet in potrjen. Takšne projekte bom širila tudi na raven države kot poslanka. Strpnost vedno zasleduje resnico in za resnico se in se bom vedno zavzemala. Za kandidaturo sem se odločila, ker želim biti del te družbe, te politike, tega povezovanja v naši Sloveniji. Slovenija zna, Slovenija zmore, Slovenec v krvi talent ima, pravi umetnik Sol Greg Artis v svoji himni. Talent imam tudi sama. Zato vaš glas zame je glas za Slovensko demokratsko stranko, za Primorsko, za Slovenijo kot deželo blagostanja. Hvala. Pozdravljeni, sem dr. inženir Janez Sučar, kandidat v Kopru. Sem umljub. 13. decembra lani sem zvečer nesel vrtnico na Narodni dom v Trstu in ga zataknil za vrtnico. Opažam na Primorskem, da je ljudje še vedno strah. Še vedno imajo v kosteh prejšnji režim. Niso še prijeli, kaj je to demokracija in svoboda. Pred nami so volitve. Prepričamo ljudi za svobodo in demokracijo. Volimo za domovino, volimo za svobodo in demokracijo. Premagali bomo vse nasprotnike domovine Slovenije. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi. Vesela sem, da vas vidim v tako velikem številu. Lepo je biti med dobrimi ljudmi. Naj za vse tiste, ki me ne poznajo, povem, da kandidiram že tretjič na Krasu. Dosti sem se gibala med ljudmi, zato sem spoznala dosti ljudi na terenu. Z vsemi sem vzpostavila osebne stike
ki sem jih v preteklem letu in pol klicala na telefon, spraševala, kako se imajo, kaj potrebujejo, in veliko teh ljudi je reklo, imamo srečo, da imamo to vlado, ki jo imamo. Res imamo srečo in na tem bomo gradili naprej. Sem tudi predsednica ženskega odbora regijske primorske koordinacije. Vodim ženski odbor in vodim dekleta, da se približujejo ljudem, ki imajo težave in jim pomagajo in raznašajo dobre misli in dobre nasvete in dobra dela po okolici Primorske. Sem tudi mati odraslega sina, na kar sem zelo ponosna. Enotni zmagujemo, gradimo Slovenijo, je meni tako zelo prijazno geslo, da bi rada k temu tudi dodala svoj kamenček k mozaiku. Gradimo Slovenijo skupaj do zmage in do gradnje naprej. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana evropska poslanka, spoštovani ministri in vsi, ki ste tukaj zbrani. Če bi se morala predstaviti z enim stavkom, potem bi uporabila reklo, da po dežju posije sonce. S tem bi povedala, da sem optimistka in da življenjske ovire jemljem kot nove priložnosti za nova spoznanja in rast. Po poklicu sem profesorica slovenščine in poučujem na gimnaziji. Tabla, kreda, dijaki, računalnik in zuli so moje delovno okolje. Najpomembnejše poslanstvo pa je, da sem mama in stara mama. Posebne radosti doživljam tudi v naravi, na domačem vrtu, med knjigami in v gledališču. Živim v Podgradu pri Ilirski Bistrici. Kraj leži na meji med Brkini in Čičarijo in ima okrog 600 prebivalcev. Naša občina se je v zadnjem času zelo razvila. Obetajo se nam pa tudi velike investicije, za katere župan Rojc pravi, da jih ni bilo v 30 letih. Zahvala za to gre naši vladi, ki je uredila evropska kohezijska sredstva in povišala povprečnine. Obetajo se nam boljši časi. Upam, da bodo volivci prepoznali priložnosti, ki jih imamo in nagradili razvojno naravnano vlado. V politiko sem stopila 2014, ko sem se včlanila v Slovensko demokratsko stranko. Že drugi mandat sem občinska svetnica in 2 leti tudi predsednica ženskega odbora Slovenske demokratske stranke Ilirska Bistrica. Vse te vloge sprejemam z veliko častjo. Kot poslanka v državnem zboru se bom zavzemala za ustrezen položaj slovenskega jezika, ki je, tudi po besedah doktorja Kozme Ahačiča, ponovno ogrožen. Zavzemala se bom za odprto, demokratično, pluralno, svobodno in pravično šolo in družbo,
za učitelje, za njihovo avtonomijo in dostojanstvo, za reforme v sodstvu in javni upravi, za civilno družbo, ki ne bo klečeplazila pred globoko državo. Podpirala bom sodelovanje med strankami in branila temeljne družbene vrednote, družino, domovino, demokracijo, varovanje okolja, svobodo posameznika in svobodo veroizpovedi ter ker se zavzemala za to, da se bodo mladi lahko vključevali v razvoj družbe in znanosti. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem. Še enkrat, na volitvah, ki prihajajo, bom kandidiral petič. Kandidiram v 8. volilnem okraju 2. volilne enote. 8. volilni okraj predstavljata občini Postojna in Pivka. Zato se želim z tega mesta zahvaliti obema občinskim odboroma za to dosedanjo podporo, ki so mi jo nudili tako pri podpori pri kandidiranju kot pri mojem delu. Hvala. Drugače je pa za mano kar pestra profesionalna in življenjska pot, diploma, ki se je zgodila pred 34 leti na pravni fakulteti, potem pri pravništvu na sindikatih. V letu 90 po prvih demokratičnih volitvah sem na povabilo takratnega predsednika izvršnega sveta občine Postojna, dotedanjega profesorja na Gozdarski šoli v Postojni, Jožeta Mlakarja, ki je kasneje postal prvi ravnatelj Škofijske gimnazije Šentvidu pri Stični, prevzel vodenje enega oddelka, takrat je bila struktura malo drugačna, kot je zdaj, organiziranost po občinah je bila približno kot na državnem nivoju in smo imeli izvršni svet, ki je pokrival različno področje, no in jaz sem bil zadolžen, da bi nekaj podobne, tako kar zdaj na državnem nivoju pokriva kolega Hojs. Potem sem svoje delo nadaljeval pri Postojnski jami v letu 93, tam sem stal 2 leti. Nadalje me je ta pot peljala v Kobilarno Lipica, ker me je takratni minister dr. Ostrec povabil, da bi prevzel vodenje tega zavoda za dobro leto dni. Sem to tudi počel, dokler se ni politična slika spremenila in mi pač tam več ni bilo izkazano zaupanje. Nadalje sem nadaljeval svoje delo na stanovanjskem skladu občine Postojna, kjer so mi, ko sem zadevo prevzel, dejali, le si se tak nič ne da narediti. Ta denar, ki ga dobimo iz najemnin, ne zadošča niti za pokrivanje vzdrževalnih stroškov. Pa smo v tem mojem 5-letnem mandatu v Postojni zgradili okrog 150 stanovanj, pridobili druge enote, tako da smo poskušali na različne načine pomagati ljudem, da so si reševali svoja stanovanjska vprašanja. Prvič sem kandidiral leta 2004, takrat nisem bil neposredno izvoljen, 2 dni po tistem, ko se nama je žena rodil 3. otrok, sin, pa je prisegla prva Janševa vlada in ko smo v mestni poslanec, v mesto Milan Matvora, kot je minister, sem pač sedel v poslanske klopi. Moram povedati pošteno, da sem si to delo predstavljal popolnoma drugače, da je bil ta odmik od neke realnosti, preskok na to področje, kjer se vse odvija z bistveno počasnejšim tempom, rezultati dela niso tako hitro videli, kar en velik šok. Ampak potem sem se nekako prilagodil in se, rekel, na nek način, ne me narobe razumeti, ukoreninil in poskušal v teh vodah doseči največ, kar se je dalo, tako za lokalno okolje kot za državo. In moram reči, da ob veliki podpori našega predsednika, danes, ko smo ravno na Primorskem, sem uspel takrat prepričati vse poslance, tudi ostalih skupin, da so sprejeli, seveda ob soglasju predsednika, zakon, ki je zagotovil sredstva za Univerzo na Primorskem. Namreč Univerza na Primorskem je bila ustanovljena leta 2003, takrat je bil narejen prvi korak, niso pa naredili drugega koraka, ustanovili so univerzo, niso pa zagotovili sredstev za njeno funkcioniranje. In o tem sem se pogovoril, mislim, da je bilo to leta 2005 s predsednikom in ob njegovi podpori vložil ta zakon skupaj z vsemi ostalimi, ki je bil
ne boste verjeli, soglasno sprejet, tudi z glasom Brede Pečana. Potem sem nadaljeval naslednji mandat, ker sem bil neposredno izvoljen v 8 in 2011, 2014 nisem bil izvoljen, vemo, kakšne so bile takrat razmere. Zaradi tega sem potem v tem umestnem obdobju do leta 2018, ko sem bil četrtič izvoljen, upravljal samostojno podjetniško dejavnost. V zadnjem v teh področjih sem dobil nekaj izkušenj, tako da lahko rečem, da pozabil sem še dve zadevi. Trenutno upravljam funkcijo ministra in na mestu v drugi Janševi vladi sem bil dobro leto dni pristojen za področje infrastrukture in prostora. Tako da na vsakem v teh področjih sem prežel nekaj izkušenj. Zdaj pa moram pošteno povedati, da največja izkušnja ali pa najbolj dragocena popotnica je bilo sporočilo ali pa, če želite, vzgoja mojih staršev. Tista mi zelo zgodaj še kot otroku odsebla spoštovanje do dela, do ljudi, ki si s svojim delom služijo kruh in do tega, da je treba spoštovati vse, ne glede na to, kako delo pravijo. In temu skušam slediti tudi pri svojem delu in temu bom sledil tudi pri nadaljnem delu, koliko bomo dejansko sledili temu, da je skupaj potrebno graditi Slovenijo z zmago na naslednjih volitvah. Še nekaj bi dodal, če mi dovolite. Tamle zunaj trobi kult Uljanova Lenina, tako imenovani kult. Več kot 100 let so zamudili. Povejmo jim to, ne? Hvala za vaše predstavitve. Pričakovanja so velika, izzivi tudi. Želimo vam veliko sreče, zdravja, volje in moči v volilnem boju. Ta naj bo pošten in na koncu uspešen. S pomočjo vseh nas, seveda. Prosim kandidate, da se predsedniške pogodbe. Zmagovalni nasmeh. Vidite še tam malo zraven, gospod. Slišali bomo dve pesmi, Terena žena in Vržen sidro, kjer si ti. Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Sod sem bil čisto sam, pot za kruhom vodi vedno drugam. Hodil sem tisoč cest, videl blišč in videl tu.
Pil sem pesmi in lagal, tuje ženske v zvezde koval. Iskal sem dom, dole zaman, v srcu je le tisti, ki ga poznam. Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na sabo, tako legale, da oko zarosti in ukrine ujame. Solzam galim srcu, da sem tukaj doma. Tukaj doma. Mano jako stisnem roko in mi reče, nisi sam, ti si naš, mi smo tvoji, ne hodi več druga. Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na sabo, tako legale, da oko zarosti in ukrine ujame. Solze pravi srcu, da sem tukaj doma. Ne tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma. Vsem skupaj lep pozdrav, spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa Romana Tomc in vsi navzoči ministri. Vesel sem, da sem danes tukaj. Sicer moram povedati najprej na začetku, nisem točno vedel, ki je tale prostor, tako da sem se sprehodil direkt čez vso množico tamle, šel sem še do spomenika, ampak sreče me ni noben prepoznal, tako da ne vem, če bi cel prišel tukaj, če bi me ga spoznal, ampak ne, bila je zanimiva izkušnja. Zdaj sem tukaj na Varnem, tako da glede na to, da smo na Primorskem, sem se odločil, da zapravljeno lastno pesem tudi Vržem sidro, kjer se ti. Just
ki ga zagotovo vsi že težko pričakujemo. Nagovor predsednika stranke in predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janše. Spoštovani predsednik, izvolite. Torej, lep pozdrav sem skupaj. Hvala za tako dobro udeležbo. Imeli smo že kar nekaj regijskih srečanj tukaj. Mislim, da še nikoli ni bilo tako veliko. Mogoče tudi zato, ker so naredili veliko reklamo o tem srečanju. Imeli smo doslej jeseni, mislim, da 12 podobnih srečanj po celi Sloveniji. Vsa so bila lepo obiskana, nikoli se ni bilo take spremljave kot tukaj. Ampak kot je rekla že prej Romana, mislim, da jim moramo biti hvaležni. Prvič zato, ker ta slika pojasni marsikaj tudi za naše evropske kolege. Drugič pa zato, ker ne bi moglo biti bolj nazorne slike, ki bi pokazala razliko med tem, kaj smo mi in kaj so oni. Tudi je neko kričanje, ko smo se sem pripeljali, nekaj v avto priletelo, totalitarni simboli, motenje nečesa, kar je del ustavnega procesa. Slovenija po ustavi parlamentarna demokracija. Parlamentarna demokracija deluje tako, da se ljudje združujemo glede na svoje interese v različne stranke, tekmujemo za naklonjenost volivcev in tisti, ki ima večjo naklonjenost, pač sestavi vlado in upravlja z državo. Smo različni, zato, hvala Bogu, imamo različne stranke in to, kar mi danes počnemo, je neposredno izvajanje slovenske ustave. Zdaj mi obstajamo že več kot 30 letja. Se spomnite, da bi kadarkoli, katerakoli naša lokalna ali pa regionalna organizacija, da ne govorimo o državnem nivoju, kjerkoli v Sloveniji v teh 30 letih motili in nagajali komorkoli drugemu, ko je zboroval ali pa se pripravljal na volitve. Pa smo mi lepo počeli. Moram reči, da do nedavno to v Sloveniji nekako ni bilo običaj. To, kar se v zadnje času dogaja, je res dno. Je preseglo vse meje. Ampak, kot že rečeno, vsak, ki to posluša, gleda, tega sicer ne bo na osrednjih medijih, ker če ne bi imeli takšne medije, kot jih imamo, potem tudi tega ne bi bilo. To je tam rojeno in tam skoteno in tam podpirano. In tudi danes. In tudi za tole danes, preden se je kakorkoli dobro sploh vedelo, da preden ste vi sploh prebrali vabila, ki ste jih dobili, so že nekateri mediji začeli kuriti na to, da še treba zbrati nagajati. Vse drugače tega enostavno ne bilo in potem zadnje dni vsi tisti, ki običajno vabijo na antivakserske proteste ob sredah, so vabili tudi sem Marezike. Tisti, ki vabijo na petkove proteste, so tudi vabili sem. Pa tiste, ki hodijo na oboje, pa še vmes, so tudi vabili sem. Iz cele Slovenije so tukaj. Pa mislim, da jih ni več, kot je nas tukaj, ki smo se zbrali samo z ene regije. Tako da to tudi veliko pove. Seveda ta radikalizacija, kot so že povedali tukaj pred mano, tudi nevarna. Zdaj, tisti, ki ste malo bolj brali zgodovino, veste, da se na ta način
začel vzpon fašizma v Italiji. Na ta način so vrgli demokratične vlade, so komunisti vrgli demokratične vlade po drugi svetovni vojni v Srednji Evropi. Od Madžarske do Češke, v Sloveniji so to že prej naredili. Tako da, to je nekaj, kar je v temeljem nasprotju z vsemi demokratičnimi standardi, je skregano z demokracijo, je skregano z slovensko ustavo, je skregano z vsemi, kar pojmujemo kot neko normalno civilizacijo. Vendar je treba tem povedati, da Slovenija danes ni Italija v 30 letih, smo v 21. stoletju in to, kar se tam dogaja, je globoka preteklost, to, kar se je pozdrala tukaj, je pa slovenska prihodnost. To se kuri, zdaj mnogi botri pač tega kričanja danes niso prišli na Primorsko, ne so globoko skriti v Ljubljani in pač kurijo preko medijev. Ampak zakaj se to dela? Zakaj se to dela? To se dela zato, ker je pač ta vlada v zadnjem letu kljub epidemiji dokazala, da se da dejansko delati drugače, da se da denar, ki ga skupaj zberemo, investirati v tiste stvari, ki jih vi potrebujete, ne pa v paravojsko levih strank na Metokov, da se da izpogajati znatna sredstva, če se znaš pogajati tudi iz evropskih fondov. In v naslednjih letih ima Slovenija na razpolago za investiranje v vrtce, v šole, v ceste, v železnice, v domove za starejše, v obvoznice, v varovanje okolja, v urejanje vodotokov, v vse tisto, kar pač vsi potrebujemo za normalno življenje, več denarja, kot smo ga imeli kadarkoli doslej. V proračunih, ki smo jih včeraj predstavili za naslednji 2 leti, leva opozicija šla ven, ker ima vedno težave s številkami, pa poslušati, pa to razumeti, niso niti poslušali. Tukaj je sredstev za nujne investicije, tudi tiste v zdravstvu, ki so nam manjkale v času spopada z epidemijo, zato je v domovih za starejše veliko ljudi umrlo, ker Slovenija nima negovanih bolnišnic, kamor bi jih dali in dodatno poskrbeli zanje, za domove za starejše. Noben ga niso zgradili v 15 letih, je čakalo na tisoče ljudi, delajte vi rdeče cone, pa pač okužene in zdrave razdelite na 2 coni v domu za starejše, ker se poka po šivih, ker nimate prostora, ker je pa več ljudi v eni sobi. Nič niso naredili, denar je šel za vse živo, razen za tisto, kar je Slovenija nujno potrebovala. No, zdaj pa je seveda ta vlada zagotovila sredstva za vse to, kar nujno potrebujemo in odcedile so se sline. In zaradi teh slin, ki so se pocedile, se ruši vlado, poskušali so na vse možne načine, kričali so in grozili smrtjo preden se je vlada sploh sestavila. Potem so se mi topovi streljali na naše koalicijske partnerje, ne takoj na nas, ker smo bili premočni, napadli so Desus, napadli so SMC, grozili njihovim poslancem, jih klicali na domove, še zdaj se to dogaja, ampak gledajte, to ne pride do vas, ker tega v srednjih medijih ni, ker mediji so del te zgodbe in to počnejo. Novinari nacionalne televizije ali pa Pop TV-ja, kličejo lokalnega predsednika Desusa ali pa SMC-ja v Šmarjah pri Jelšah ali pa v Kopru in ga sprašujejo, ali res še podpirate predsednika, ne boste nekaj naredili in tako naprej. To se je spremenilo v politični aktivizem in to je eden od velikih problemov slovenske demokracije. Se pa to ne da rešiti s kričanjem, pa z nasiljem, pa z vsem tem, kar tukaj poslušamo. Ampak je treba iti na volitve, glasovati za prihodnost in Slovenska demokratska stranka je bistven del te prihodnosti
in potem bomo imeli v rokah dovolj inštrumentov, da z demokratičnimi sredstvi tudi te zadeve uredimo. Zdaj, preden zaključim, bi vas prosil še za minuto molka za Jožeta Snoja. Včeraj je umrl slovenski pisatelj in pesnik Jože Snoj, naš dolgoletni član in podpornik, pisec v 57. številko Nove revije, del pogumne ekipe, ki je orala ledino še prej smo sploh začeli s političnimi akcijami za slovensko osamosvojitev in demokratizacijo. Prešernov nagrajenec, soustanovitelj našega kulturnega foruma, skratka nekdo, ki je bil pogumen v časih, ko je bila javna beseda še zelo omejena z ograjami in z ideološko žico. Torej, naj Jože Snoj počiva v miru, izrekljeno sožalje vsem njegovim najbližjim in predlagam res trenutke tišine v počastitev njegovega spominka. Ohranili ga bomo v trajnem spominu. Glejte, za to, da bo v Sloveniji prihodnost pač prevladala nad mračnjaštvom preteklosti, je potrebno z naše strani storiti več, kot smo storili kadarkoli. Zdaj, tako kandidati in kandidati, ki so se predstavljali tukaj, kot tudi oba podpredsednica in podpredsednik stranke, ki sta govorila pred mano, so to na nek način že poudarili. Če kdo misli, da bodo naši programi, da bo pač ta razlika, ki se je tudi tukaj zelo jasno pokazala, ko je na eni strani kričanje, na drugi strani slovenska pesem, veselje do življenja. Hvala lepo vsem, ki ste prišli z otroki, z družinami. Program za prihodnost, znanje o tem, kaj je dejansko potrebno narediti. Skratka, ne delamo si iluzij, da bo to prišlo v slovenske domove preko Pop TV ali nacionalne televizije, za katero dajemo več kot 100 milijonov na leto iz vaših žepov, preko njihova kamera tukaj. 12 podobnih srečen smo imeli, nikoli jih ni bilo. Danes so prišli zaradi njih, ne zaradi vas. Torej, preko teh medijev to ne bo prišlo v slovenske domove, zato mora priti preko nas. Do volitev je potrebno vzeti pot pod noge, razložiti naš program, razložiti to razliko, ki je nam očitna, marsikomu pa mogoče tudi ni. Povedati, da gre za to, ali bo denar, ki ga skupaj ustvarjamo, prišel do vas, do njih, ali pa se bo to vse nekje porazgubilo v Ljubljani za razne študije o dolgotrajni oskrbi, za katere so recimo namenili 75 milijonov evrov, zgradili pa niso niti enega doma za starejše. To je treba ljudem razložiti in jaz mislim, da na tej podlagi lahko zberemo dovolj glasov, da oblikujemo trdno vlado, ki bo zagotovila Sloveniji prihodnost, za kakršno smo glasovali na plebiscitu decembra leta 1990 in kakršno si vsi zaslužimo. Zdaj, tukaj za mano je naš slogan in grafična podoba je podoba sate. Nas Slovencev, vsi Slovenci smo, vsi državljani te države in naši rojaki, ki živijo v mestu in po svetu, smo veliko satje. Vsak predstavljen šesterokotnik in nas je 2,5 milijona vse skupaj. 2,5 milijona nas je. In to satje ni popolno, če kdorkoli manjka. Zaradi tega mi ne izključujemo, mi povezujemo, vemo, da na ta način lahko ustvarjamo energijo in enotnost, ki je potrebna za to, da bo prihodnost prevladala nad preteklostjo. Hvala, ker ste danes prišli sem, ker ste se zbrali v takem številu, kljub temu, da se je že nekaj dni grozilo,
kaj se bo vse tukaj dogajalo. Hvala, ker vztrajate na slovenski poti, na poti prihodnosti. Imejte se lepo še naprej. Ne se dati prestrašiti. Hvala za udeležbo. Bog živi Slovenijo. Hvala vsem, ki ste prispevali k pripravi današnjega resnega srečanja. Sledi neformalno druženje, ki ga bodo z veselimi melodijami